Pozdravljeni, Gore Svete iz fotkar.com z vami. Danes v tem videu tale video pravzaprav snemam zaradi tega, ker imam še en dolg do vas od zadnjič iz prejšnjega videa. Namreč obljubil sem vam, da vam povem, kateri ljudje so sodelovali pri mojem projektu knjige o zaslužku na internetu za začetnike. Ta knjiga je pravzaprav bila mišljena kot neki vodič za ljudi, ki se lotijo raziskovanja interneta in kako bi z njim tudi zaslužili. Zaradi tega se mi je zdelo pomembno, da ne pišem te knjige popolnoma sam, ampak da pridobim še nekatere ljudi, ki tudi ustvarjajo svoje zaslužke preko interneta, in bo zaradi tega informacija za vas veliko bolj kompletna. Namreč v tej knjigi boste lahko zasledili mojo zgodbo dolgoletno, kako sem se tega lotil, kaj sem počel, tudi kaj ni bilo v redu. Seveda ne bom ravno rekel, da sem počel ne vem kakšne neumnosti, ampak bilo je pa tudi veliko stvari, ki nekako niso bile učinkovite, niso prinašale pravih rezultatov, takih, kot bi si želel. Zaradi tega je ta zgodba lahko tudi del nekega vodenja oziroma del nekih informacij, ki vam bojo koristili, da ne boste počeli teh stvari na enak način, kot sem jih počel jaz. V drugem delu pa potem že nakazujem, kako si je treba določene stvari postaviti, kakšne kvalitete je treba imeti, kako ni potrebno imeti nekih velikih računalniških znanj ali znanj iz kodiranja, da si naredite določena orodja. Govorim o tem, katera orodja potrebujete, kje jih dobite in tako naprej. No, in da bi bila ta informacija res kvalitetna oziroma kompletna, sem jaz zaprosil nekaj ljudi, da bi prispevali neki krajši prispevek v to knjigo, tako da, saj veste, ko gledamo neke materijale na internetu ali drugače, vedno lahko obstaja neki dvom, ali je to res ali ni res. Zdaj, če pa na istem mestu 5-6 različnih ljudi govori praktično enake stvari, pa najbrž to nosi s seboj malce drugačno težo. Torej, evo, čisto na kratko, še da zaključim, kdo so te osebe. Se pravi, nisem iskal nekih ljudi, ki niso neke avtoritete. Se pravi, želel sem, da sodelujo ljudje, ki jih najbrž vi že poznate, če jih še ne, pa jih zagotovo še boste, če se boste odločili, da boste aktivni na internetu. V uvodu same knjige je podal en marketinški nasvet oziroma nasvet za vse nas, ne glede na to, ali se ukvarjamo s poslom ali ne, nasvet, ki bi ga morali vsi upoštevati, pa ga je zelo težko upoštevati. No, in ta nasvet je napisal Aleš Lisac, marketinški strokovnjak. Potem v nadaljevanju pa so opisovali, kako jim internet ali pomeni kompletno zaposlitev, ali pa jim samo pomaga pri uresničevanju oziroma pri tem, da so veliko bolj uspešni pri svojih poslih. No, tukaj so se pa potrudili in mi namenili nekaj časa, da so to napisali Tadej Bevc in Tomaž Gorc od moške ekipe, in pa od ženske, bolj prijetne ekipe, pa Saša Einsitler in Petra Škarja. Za Tomaža Gorca veste, da se ukvarja predvsem z SEO optimizacijo spletnih strani, je pa tudi popotnik in pač dela in zasluži tudi z vsebinami, ki so koristne za turizem, za turiste.
Tomaž to celo imenuje, da je dejansko ta del njegovega ukvarjanja, da je to pravzaprav sanjska služba. Za Tadeja Bevca pač lahko rečemo, da je, kakor jaz poznam, naredil res eno prvo stvar na naših tleh, ki nudi tako izobraževanja kot tudi neke vsebine, ki jih lahko tudi tržite. To je predvsem pomembno za tiste začetnike, pa za tiste, ki nimate svojih izdelkov in ne veste pravzaprav, kaj bi prodajali. Petra Škarja, pisateljica, popotnica, predavateljica, tudi njej internet izredno pomaga, da lahko pri svojih aktivnostih uspeva in se ukvarja pravzaprav samo s tem. O Saši Alzidler pravzaprav verjetno tudi ni treba zgubljati besed, vsi jo poznate verjetno kot medijsko osebo, kot TV voditeljico, nekoč celo pevko, danes pa osebo, ki se ukvarja predvsem z motivacijo in z pomočjo pri naših samopodobah. Tako, danes po tem videu grem še dokončati z mojim grafičnim oblikovalcem, delamo ravno kar prelom za to knjigo, čakamo CIP kodo in potem gre zadeva v tisk, tako da upam, da v kratkem bo knjiga odzunaj, vas obvestim o tem. Do takrat pa lepo se imejte in se vidimo. Adijo!